Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, ekipa UKOM, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Včeraj smo vam predstavili načrt ukrepov, ki jih bo vlada sprejemala postopoma v skladu z epidemiološko situacijo. Nekatere ukrepe bo vlada sprejela danes, druge jutri, uveljavljeni pa bodo v petek zjutraj. Kot veste, je vlada na Koroškem, kjer spremlja in ocenjuje razmere in bo nekatere odločitve osredotočene na to regijo sprejela že danes. Po včerajšnji novinarski konferenci predsednika vlade in mojih včerajšnjih pojasnilih v vseh večernih TV informativnih oddajah je verjetno bilo čutiti, da nas slabšanje razmer zelo skrbi. Še v ponedeljek je bilo potrjenih 189 pozitivnih primerov, število pozitivnih testiranj pa je včeraj skokovito naraščalo iz ure v uro, sinoči ob 21:30 je bilo potrjenih že 300 primerov. Končni podatek za včerajšnji dan je prinesel 356 novih primerov. A poglejmo najprej trenutno epidemiološko sliko v celoti. 356 primerov je bilo potrjenih ob skoraj 4000 opravljenih testih. Delež pozitivnih testov je torej že 8,9%, še vedno narašča. Viri okužb so večinoma lokalni, le 2 sta bila po podatkih epidemiologov uvožena iz tujine. Velika večina primerov je še v epidemiološki preiskavi, bolj realno predstavo in strukturo okuženih pa bomo imeli popoldan. Bolj kot samo število okuženih je pomembna zasedenost naših trenutnih bolnišničnih kapacitet. Včeraj je bilo iz bolnišnic odpuščenih 11 oseb, zdravniško oskrbo pa je potrebovalo skupaj 122 obolelih za COVID-19. V COVID oddelkih se je od včeraj 22 novih bolnikov. Enako število, 22 jih je potrebovalo intenzivno nego. Umrl ni nihče. Ob tako pospešenem širjenju virusa lahko upravičeno pričakujemo, da se bo povečalo število oseb, ki bodo potrebovale bolnišnično zdravje, nekateri med njimi verjetno tudi oskrbo na intenzivni negi. Po zadnjih podatkih je samo na infekcijski kliniki v Ljubljani zasedenih 35 postelj, 25 na navadnem COVID oddelku, 10 pa v intenzivni. Tudi o tem, kako pomembno je, da ohranjamo in zaradi povečanih potreb še povečamo bolnišnične kapacitete, bo v nadaljevanju spregovoril docent dr. Aleš Rozman. Poleg omejenosti bolnišničnih kapacitet se kot dodatna težava, na katero opozarjajo direktorji zdravstvenih ustanov, dodatno pojavlja še širjenje okužb med zdravstvenim osebjem. Ker do okužb praviloma ne pride med delovnim procesom, vse, še posebej pa tiste, ki delate na področju zdravstva in socialno-varstvene oskrbe, prosim, da ste ves čas pozorni in zavezani res odgovornemu vedenju. Zavedamo se, da je vaše delo v teh razmerah izjemno naporno, da ste po tolikih mesecih epidemije z razlogom utrujeni, a dosledno izvajanje samozaščitnih ukrepov prav vsakega izmed nas je ključno, da prebrodimo prihodnje kritične mesece brez ponovne popolne zaustavitve javnega življenja in gospodarstva. Nošenje mask, higiena rok in ohranjanje fizične razdalje, izogibanje trgovskih središč, kadar obisk ni res nujen, vse to so minimalne oblike solidarnosti, ki jo lahko vsak med nami izkaže do družbe in predvsem do ranljivih skupin prebivalstva, ki živijo med nami. Ne hodimo v trgovsko središče, če to ni nujno potrebno. Tudi uporaba aplikacije Ostani zdrav pomaga pri tem, saj nas opozori na morebitne tvegane stike in ob vsakem opozorilu spodbudi k bolj samozaščitnemu vedenju in vedenju. Spomladi smo zmogli to odgovornost do skupnosti in verjamem, da jo zmoremo tudi sedaj. Preden predam besedo direktorju Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in članu strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje, dr. Alešu Rozmanu, bi vam rad na nekaj grafih predstavil še aktualno situacijo v sosednjih državah. Mimogrede, tudi na Hrvaškem so danes zabeležili drugo najvišje dnevno število okuženih v državi, 363 pozitivnih in ob tem so imeli še 5 mrtvih.
Če pogledamo prvi graf, boste videli število na novo okuženih v posameznem dnevu v Sloveniji. To vse od 4.3. dalje. Ta zadnji skok 356, ki smo ga zabeležili včeraj, resnično močno odstopa navzgor. Gremo na naslednji graf. Število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji, tako imenovana incidenca, je od včerajšnjih 106 poskočila na 116,02. Če bomo tako nadaljevali, bomo zelo hitro porabili čas, ki ga imamo na razpolago za razmislek in za nove dodatne ukrepe. Gremo lahko naprej. Torej, ko pogledamo razporeditev po Sloveniji, vidimo, da je ta šaleško-koroški del resnično prizadet in iz teh razlogov je tudi obisk vlade danes na Koroškem na nek način srečna okoliščina, da se realno oceni, kaj pravzaprav te razmere pomenijo in kako je treba ukrepati v takih razmerah. Število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev v posamezni slovenski statistični regiji. Poglejte na skrajni desni, Koroška 219,29, ampak to niso podatki z današnjega dne, to je bilo pripravljeno za včerajšnjo razpravo na strokovni skupini. Na drugem mestu je Zasavska, na tretjem mestu potem Osrednjeslovenska, potem pa pride Savinjska regija in Primorsko-Notranjska. To so pač regije, kjer smo beležili večje izbruhe v zadnjem obdobju. Pogledamo še naslednji graf. Število potrjenih primerov v posameznem tednu epidemije. 40. teden imamo 1127 obolelih, kar je daleč največje število doslej. In videli bomo, kaj nam bo prinesel ta teden. S tem današnjim skokom lahko pričakujemo še nadaljevanje strmo rasti v tednu, ki ga pravkar živimo. Število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč prebivalcev za posamezne države. Vidite, da so razmere v tem trenutku daleč najslabše v Španiji, takoj za njimi je Češka, potem pa Francija, Nizozemska, Belgija in Velika Britanija. Če pogledate Slovenijo, vidite, da ima tam incidenco 100, torej to je podatek za 2 dni nazaj in tudi ti podatki za največje število okužb v Španiji in Češki so z dvodnevno zamudo, ker pač na evropskem sledilniku teh zadnjih podatkov še ni. No, zdaj pa pogledamo, kako izgleda pri naših sosedih. Torej, zadnji datum je 5. na Madžarskem, takrat so imeli incidenco 130 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Pogledamo naslednjo državo. Italija se dobro drži. Italija je hudo trpela v pomladnem valu, uvedli so stroge ukrepe, tudi zdaj jih zelo trdo izvajajo in spoštujejo, zato je njihova incidenca bistveno nižja. 45,29 je zadnji izračun, ki ga imamo na voljo za njih. Število na novo odkritih v zadnjih 14 dneh na Hrvaškem na 100 tisoč prebivalcev govori o tem, da pri njih število upada, ampak vendarle, danes je ponoven skok, kot smo že rekli, in pri njih močno preseneča veliko število mrtvih. Tudi do 7 mrtvih na dan so imeli v zadnjem tednu, tako da se očitno tudi njim stvari nekako ne razvijajo v smer, ki bi si jo želeli. V Avstriji je dvotedenska incidenca dosegla 113. Skratka, mi smo jim takoj za njimi, ampak še enkrat, to so podatki za 2 dni nazaj. Mi smo našo incidenco izračunali na podlagi včerajšnjega pribitka, ki smo ga dobili do 24. ure.